Mogoče je tudi obisk na konvenciji zaradi tega malo večji v zadnjih letih, ker je to nekako priložnost, da se ti ljudje vidijo tudi fizično. Ni treba, da se vidijo na v nekem obdobju, vsak tedenskem, mesečnem, ampak mogoče enkrat na leto. To sem pa opazil, da večina se hajpa potem, da se vidijo v živo. Ampak je pa zanimivo. No? Mislim, da, kaj pa jaz vem, to je morda moja omejena perspektiva, se mi zdi, da ni več toliko point konvencij, da ljudje spoznavajo nov folk, ampak predvsem, da vidi tisti folk potem v živo, ki ga je že spoznal preko spleta. Aha. Se mi zdi, da je to predvsem. Mogoče je to eden tistih glavnih dejavnikov, ki so sprovedli, da se je obisk v bistvu v zadnjih 2 letih, korona je eno, ampak tudi socialni mediji, bi rekel, so pridodali k temu, da je manj mogoče fizičnega sprotnega druženja, je pa zato neka eksplozija. Na eventih. Se ful me zanima, kako na MOF-u to. Če bo tako NMN se zgodilo, da bo... Nekako trend kaže, da se obisk veča za 30-40% iz leta v leto v zadnjih 2 letih. In Umiko je recimo zrasel 40%, NMN je bil razprodan do 1. ure. 3000 ljudi. In Mofokon je imel že lani več obiska kot NMN. Se pravi, letos nekako pričakujemo, da bo Mofokon verjetno poln. Pa še na spletni strani so rekli, da omejeno število kart. To bo fight! 3000 je dejansko maksimalna kapaciteta. Torej, boste mogli zelo zgodaj priti, če boste želeli karte dobiti. Šotor postaviti. Točen, tako, najbolj šotor postaviti. To je zelo težko, ko je zima, pa ti sneži po šotoru. Campfire. Easy. Lahko greš potem Eurocamp, se greš lahko. Real life. Diskutirali smo tudi z njihovimi organizatorji, ali bi se mogoče poslužili predprodaje. In težnja je, definitivno želja je potem, da to se kmalu naredi, ampak očitno letos tega še ne bo. Glede tega, da je manj kot mesec. Torej bo spet več tisoč ljudi čakalo pred vhodom, ker... Na mrzle, -1 stopinja, verjetno še sneg, pa dež, pa v cosplayu. In mi jih bomo gledali na toplem notri. To res. Tega se bomo tudi kasneje dotaknili, ampak